Baterije igrajo zelo pomembno vlogo v današnjem vsakdanjiku. So prenosni vir električne energije, ki poganja naprave, brez katerih naše življenje nikakor ne bi bilo isto. Vendar pa ideja ni nova zamisel. Zato si za uvod v to seminarsko nalogo poglejmo kratko zgodovino baterij. 1749. Benjamin Franklin uporabi izraz baterija za označitev več povezanih kondenzatorjev, ki jih je uporabil pri svojih poskusih z elektriko. Prvotno je bil izraz generičen in opisoval kakršnokoli skupino skupaj povezanih enakih elementov, danes pa ga uporabljamo tudi za opisovanje baterij z eno samo celico. 1780. Luigi Galvani ob seciranju žabe opazi trzanje žabje noge na dotiku s kovinskim skalpelom in pojav poimenuje živalska elektrika. 1791. Alessandro Volta razišče Galvanijev pojav in objavi rezultate, da je bil vzrok za pojav stik dveh kovin preko vlažnega medija. 1800. Volta izumi prvo pravo baterijo in jo poimenuje Voltov steber oziroma Voltov člen. Sestavljena je bila iz parov cinkovih in bakrenih diskov, med seboj povezani s tkanino ali papirjem namočenim v slanico. Voltov člen sicer ni bil tehnično dovršen izum, a je zagotavljal konstanten, stabilen tok. 1836. John Frederick Daniell izumi Daniellovo celico, izboljšavo Voltovega člena, ki je veljala za prvi praktični vir električne energije, na primer za zvonce na vratih in telefone. 1859. Gaston Plante izumi svinčeni akumulator, prvo baterijo z možnostjo ponovne polnitve. 1866. Georges Leclanche izboljša polnljivo baterijo. 1886. Karl Gessner priredi Leclancheov izum in izumi prvo suho celico iz cinka in grafita. 1899. Valdemar Jungner izumi prvo baterijo z alkalnim elektrolitom. 1955. Lewis Urey priredi alkalne baterije in doseže bistveno daljše življenjske dobe baterij in znatno zniža ceno. 1985. Japonski znanstveniki pod vodstvom Akire Yoshino ustvarijo prvi prototip litij-ionske baterije. 1997. Litij-ion polimerska baterija gre na tržišče. Osnovni princip delovanja. Vse baterije vsebujejo eno ali več celic. Celica je enota baterije, kjer se odvijajo kemični procesi. Vsaka celica je sestavljena iz treh glavnih delov. Negativna elektroda, ki ji rečemo anoda, pozitivna elektroda z imenom katoda in tekočina ali trdna snov, ki jo ločuje in ji pravimo elektrolit. Ko je baterija povezana v električno vezje, se v elektrolitu odvije kemična reakcija. Ioni, to so kemični delci z neenakim številom protonov in elektronov, skozi elektrolit tečejo od anode proti katodi. Elektroni pa tečejo v drugo smer, torej proti katodi, skozi vezje in tako povzročajo električni tok. Od materialov, ki sestavljajo elektrodi in elektrolit, je odvisno, kakšna bo kemijska reakcija in s tem kakšna bo napetost baterije. Da bi povečali napetost znotraj ene baterije, zaporedno vežemo več celic. Pomembno je tudi, da sta elektrodi iz različnih materialov, saj v nasprotnem primeru tok ne bi stekel. Ker je delovanje baterije odvisno od kemičnih reakcij, je zelo pomembno, katere materiale izberemo. Ker je litij-ionska baterija daleč najpogosteje srečana v napravah, kot so prenosni računalniki, mobilni telefoni, digitalne kamere in podobno, bom v naslednjem delu podrobno predstavil princip delovanja litij-ionske baterije. Poglejmo si zgradbo in delovanje litij-ionske celice. Električni tok doseže celice preko prevodnih površin, v tem primeru aluminij na eni strani in baker na drugi. In tako kot pri vseh ostalih baterijah, imamo pozitivno in negativno elektrodo, katodo in anodo. Katoda, torej pozitivna elektroda, je narejena iz zelo čistega litijevega oksida. Bolj kot je material čist, boljše bo delovanje baterije in daljša bo življenjska doba. Kot bi pričakovali, se anoda, negativna elektroda, nahaja na drugi strani. Narejena je iz grafita, ene od oblik ogljika, in ima večslojno strukturo. Baterija je napolnjena s transportnim medijem, elektrolitom,
zato da lahko litijevi ioni, nosilci naboja, prosto potujejo. Elektrolit mora biti izredno čist, s čim manjšo vsebnostjo vode, da zagotovi učinkovito polnjenje in uporabo baterije. Za preprečevanje kratkega stika je med elektrodoma še en sloj, separator. Za majhne litijeve atome je separator prepusten. Temu rečemo mikroporoznost. Poglejmo, kaj se zgodi, ko se baterija polni. Pozitivno nabiti litijevi ioni skozi separator tečejo od katode do večslojne plasti grafita na anodi, kjer se shranijo. Zdaj je baterija polna. Ko se baterija prazni, torej ko iz nje črpamo energijo, litijevi ioni potujejo preko elektrolita in separatorja nazaj na anodo. Baterije seveda v resnici nimajo spomina. Ne zapomnijo si, kdaj so bile nazadnje polnjene ali koliko električne energije je še ostalo pred polnjenjem. Kar se v resnici dogaja pri nikelj-kadmij in nikelj-kovinski hidrid baterijah je to. Ko je napolnljiva baterija polna, je polna naboja. Včasih pred ponovnim polnjenjem baterije te ne spraznimo do konca. Če se to ponavlja, se v bateriji začnejo delati kristali. Ti zmanjšajo prostor, ki ga baterija potrebuje, da shranjuje naboj. Ko se to zgodi, baterija ne deluje več enako, kot ko je bila nova. Njena sposobnost, da shrani naboj, se lahko bistveno zmanjša. Brezžično polnjenje. Uporaba indukcije. Induktivno polnjenje, znano tudi pod imenom brezžično polnjenje, s pomočjo elektromagnetnega polja prenaša električno energijo med dvema napravama. Ponavadi za to uporabimo polnilno postajo. Energijo preko navitja pošljemo do druge naprave, ki nato uporabi to energijo za polnjenje baterij ali pa kar za poganjanje same naprave. Polnilne postaje ponavadi vsebujejo tuljavo, s katero povzročijo izmenično elektromagnetno polje znotraj polnilne postaje. Za delovanje brezžičnega polnjenja mora tuljava vsebovati tudi naprava, na katero želimo prenesti električno energijo. Ta nato pretvori elektromagnetno polje v električni tok in tako napolni baterijo. Oba navitja skupaj delujeta tudi kot transformator, ki skrbi, da ne pride do prevelikih napetosti. Z eksperimentom preizkusimo učinkovitost brezžičnega polnjenja. Najprej povsem prazno litij-ionsko baterijo v telefonu napolnimo z brezžičnim polnilcem. Do povsem polne baterije potrebujemo 2 uri in 37 minut. Nato baterijo zopet povsem izpraznimo in jo napolnimo z navadnim žičnim polnilcem. Tokrat potrebujemo le 1 uro in 53 minut. Brezžično polnjenje je manj učinkovito. Traja dlje in pri njem nastane več toplotnih izgub. Vendar pa je zaradi priročnosti in enostavnosti ta tehnologija vse bolj popularna. Poleg mobilnih telefonov jo uporabljajo tudi električna vozila, brivniki, zobne krtačke in podobno. Splošne lastnosti litij-ionskih baterij. Podobno kot ljudje delujejo baterije najbolje pri sobnih temperaturah in večja odstopanja v eno ali drugo stran zmanjšajo učinkovitost in življenjsko dobo. Večina baterij deluje optimalno pri 20 stopinjah Celzija. Litij-ionske baterije sicer delujejo bolje pri malce višjih temperaturah, vendar pa to skrajša dobo trenutnega cikla. Baterije se prav tako ne odrežejo najbolje pri nizkih temperaturah. Pri -20 stopinjah Celzija litij-ionske baterije ne delujejo več. Nekatere posebej prirejene baterije delujejo tudi pri -40 stopinjah Celzija, vendar je njihova funkcionalnost omejena. Polnjenje pri takšni temperaturi ne pride v poštev.
Litij-ionske baterije je najbolje držati na približno 40 do 80% naboja. Povprečna litij-ionska baterija, ki poganja pametne telefone, zdrži med 300 in 500 ciklov, če jo polnimo od 0 do 100%. Iste baterije bi lahko zdržala 1200 ali 1500 ciklov, če bi jo polnili le od 0 do 50%. Polnjenje do ekstremov v obe smeri škodi bateriji. Torej glavni problem pri polnjenju baterij čez noč je doseganje ekstrema in ne prenapolnjenje, kot mislijo mnogi. Vsaj za novejše pametne telefone velja, da po večini sami prenehajo s polnjenjem, ko baterija doseže 100%.